Pozdravljeni. Verjetno je bila ekipa Aston Martin največje razočaranje teh zimskih testiranj. Poglejmo si danes skupaj, kaj je lahko šlo narobe. Okrog Aston Martina AMR 26 so bila izjemno visoka pričakovanja. Namreč prvi bolid, ki ga je zrisal Adrian Newey za to ekipo, je seveda pritegnil pozornost vseh nas navdušencev in tudi mnogih avtorjev. In Adrian Newey je seveda eden izmed tistih inženirjev, ki so spisali zgodovino tega športa. Seveda, pod njegovim vodstvom so nastali eni izmed najbolj zmagovitih bolidov v celotni Formuli 1, a ne smemo pozabiti, da tudi Adrian Newey je lahko v preteklosti napravil kar hude napake. In verjetno mnogi izmed vas se ne spomnite McLarena MP4-18. In spomnite se ga ne, ker v resnici ga nismo nikoli videli. Vsaj ne na dirkah svetovnega prvenstva Formule 1, ker je imel ogromne težave z zanesljivostjo, pravzaprav zaradi tega, ker je Adrian Newey napravil preveč radikalne odločitve. Prišlo je do pregrevanja, prišlo je celo do tega, da so odpadali vitalni deli in govorimo o dnu, ter še bi lahko naštevali. Tako da, če koga zanima, naj si prebere tudi kaj o tem bolidu. Ampak, kot smo lahko prebrali na izjavah za javnost, naj bi bila težava pri pogonskem sklopu Honda, kar je zopet nekaj, kar mnogim navdušencem ni jasno. Namreč Honda je le znamka, ki zna delati pogonske sklope. Z njimi je Max Verstappen osvojil 4 naslove prvaka, torej le niso tako slabi in verjetno vsi imajo v spominu tisto obdobje pri McLarenu, ko sta bila najprej skupaj Ayrton Senna in Alain Prost in v nadaljevanju samoznani Brazil. A tu mnogokrat pozabljamo nekaj bistvenega. Na primer, Honda je bila pri McLarenu tudi na začetku turbohibridne ere in da takrat njihov proizvod ni bil na nivoju, kot so ga mnogi pričakovali. Torej, tu se je treba zavedati neke, imenujmo jo, grde navade, ki jo imajo Japonci. Ko končajo projekt, in zgodilo se je mnogokrat v Formuli 1, dobesedno odpustijo vse inženirje. In rad bi vas spomnil, da Honda uradno je izstopila iz Formule 1 2021. Torej, praktično so začeli z ekipo znova, brez da bi imeli inženirje, ki so pomagali sestavljati tisti prejšnji pogonski sklop, tisti, s katerim je Max Verstappen seveda osvojil 4 naslove. In tu bi vam rad dal neko primerjavo. Audi, ki letos prvič nastopa v Formuli 1 svojo ekipo, seveda v moderni dobi, da ne bo pomot, je praktično zaprl vse ostale športne programe. In govorimo o vztrajnostnih avtomobilih, govorimo o DTM-u in seveda še bi lahko naštevali. Prav zaradi tega, da so koncentrirali vse sile samo na en izjemno pomemben projekt.
In videli bomo seveda, kaj se bo zgodilo na progi, ampak zavedati se moramo, da Honda ima svojo tovarno pogonskih sklopov v japonski Sakuri, ki je precej daleč od Silverstona. In mnogi bodo dejali, pa kaj? Tu se moramo zavedati neke malenkosti, da Honda ne proizvaja menjalnikov. In Aston Martin jih je do lanske sezone kupoval pri Mercedesu. Torej, imamo novost tudi na tem delu. In če si kdo misli, da je zadeva tako enostavna, bi ga rad spomnil, da v krajšem obdobju praktično svetovnega prvenstva Formule 1 smo videli, da so tako pri Williamsu nekako prenehali delati lastne menjalnike in vzeli tiste od Mercedesa, in prav tako praktično letos pri Alpinu. In če me spomin ne vara, so pri takratnemu Jordanu zadnjič naredili menjalnik v lastni režiji davnega 2004, ko so imeli še motorje Ford. Naslednje leto, ko so začeli uporabljati Toyote, so imeli že njihov menjalnik. A govorim po spominu, morda se lahko tudi motim. Ampak po mojem mnenju je največja težava Aston Martina AMR 26 prav ta spoj med motorjem z notranjim zgorevanjem ter menjalnikom. In mnogi bi lahko dejali, da tu ne bi smelo biti večjih težav. A mnogi navdušenci verjetno pozabljajo na nekaj bistvenega, da Formula 1 ni podobna tistemu cestnemu avtomobilu, ki ga uporabljamo vsak dan. V Formuli 1 je nosilna šasija, nosilni blok motorja in nosilni menjalnik. In torej ni nobenih blažilnih elementov med enim in drugim, temveč so neposredno povezani. In ukolikor pride do kakšnih nezaželenih vibracij, bi lahko to vplivalo tudi na integriteto celotnega dela. Spomnil bi vas rad, da zadnje vpetje pri Aston Martinu AMR 26 je nekoliko drugačno od onega, kar smo videli pri mnogih drugih nastopajočih. Je lahko tu Adrian Newey imel posebne aerodinamične zahteve, ki so vplivale celo na mehanski del. Prav menjalnik je verjetno tista stična točka, kjer se pojavijo vsi škratje naenkrat. Namreč Honda v Sakuri je svoj motor z notranjim zgorevanjem zagotovo preizkusila na mizi in je deloval. Vsaj v teoriji, da smo si na jasni. Ampak razumeti moramo, da če je prišlo do kakršnih koli težav, so se te pokazale na progi. In tu je mogoče zaslediti neko nesodelovanje med ekipo v Silverstonu in ekipo na Japonskem. Vsak je delal svoje delo in na to so upali, ko bodo dele združili, da bo vse v najljubšem redu. In dovolite mi malo neprimerno primerjavo. Čeprav lahko dobimo sete Lego kock, kjer se lahko sestavi bolid Formule 1, resničnost čez daleč ni tak. Ni dovolj imeti prave kocke, ki se jih zloži skupaj in dobimo potem rezultat. Pri Formuli 1 je tako, da morajo vsi deli nekako služiti kot celota, delovati v nekem sozvočju, da seveda dobimo tisto, kar si na koncu vsi želimo. Zakaj govorim, da je morda napaka na samem menjalniku? Po mojih podatkih
so zamenjali najmanj 2 menjalnika, ki sta bila v popolni okvari. In če se spomnite, je imel Lance Stroll čuden incident, ko je s svojim bolidom dobesedno bil pognan v peščeno izletno cono. Mnogi bi dejali, da zopet Lance Stroll tisti, ki ne zna voziti bolida. Ampak Lance Stroll je v povprečju tistega, kar vidimo na štartnem razporedu. Tam je šlo za okvaro menjalnika. In če je seveda bila težava tu, si lahko razložimo marsikaj. Prvič, znižan režim obratov. Ne zato, ker motor z notranjim izgorevanjem jih ne bi dosegel. To bi ugotovili že na testni mizi. Ampak ker na visokih obratih je prišlo morda do nekih vibracij, ki so poškodovale celoten sklop. In seveda govorilo se je tudi o električno-hibridnem delu, ampak tu imamo seveda podobno razlago, ker se je motor z notranjim izgorevanjem vrtel na prenizkih obratih in GUK ni mogel požeti dovolj elektrike. In ker so imeli težave tu, so verjetno pretiravali na nastavitvah, kar je okvarilo baterijo. In lahko se tu motim, špekuliram kot mnogi navdušenci, ki imajo radi Formulo 1. A želim nekako dati neko logično razlago, kaj se morda dogaja pri Aston Martinu. Obstajajo tudi teorije, da se je celoten pogonski sklop pregreval, zato smo videli tudi tiste obsežne škrge na samem pokrovu. Ampak te hladilne reže smo videli več ali manj pri vseh ekipah prisotnih na progi v Bahreinu. In praktično Aston Martin ni uničil nobenega pogonskega sklopa, da bi videli tisti klasični bel dim in seveda posledično zaustavitev samega bolida, ampak je imel tipične tehnične težave. Koga kriviti? Tu seveda je izjemno nefer s prstom kazati na enega ali na drugega. Ampak vzrok je po mojem videnju nesodelovanje med raznimi oddelki, tako ekipe v Silverstonu kot one v Sakuri, in izjemno kaotična situacija pri Aston Martinu. Namreč kadri prihajajo, kadri odhajajo, menjujejo se vodje ekipe in nimajo neke kontinuitete. Vsak, ki pride, mora nekako pogasiti težave onega, ki je bil pred njim, ampak tako se nihče ne ukvarja z aktualnim problemom. In tu verjetno marsikdo se ne bo strinjal, ampak žal, kljub temu, da na primer pogonski sklop Honda morda ni tako slab, kot pravijo, vgrajen v šasijo AMR 26 z tistim menjalnikom, lahko ne pokaže vsega svojega potenciala. In seveda tu bo potrebno počakati nekaj malega, da bomo videli, kaj je sploh sposoben. Ampak zaenkrat, kar se tiče moje razlage, mojega videnja, kje je lahko težava pri tej ekipi, je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.